Danes v Pomorskem dnevniku. Pomoč gospodarstvu. Pomanjkanje kadra v domu upokojencev. Plačna nesorazmerje. 26. vinska kraljica Slovenije. Vreme. Jutri bo delno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Včeraj je potekala 31. redna seja vlade, na novinarski konferenci pa so spregovorili nekateri ministri. Vlada je na včerajšnji seji potrdila stavkovni sporazum z zdravniškim sindikatom Fides. Cilj je, da vlada do 1. aprila letos oblikuje ločen plačni zdravstveni steber. Vlada je sprejela tudi predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Mi smo seveda v letu 2022 sprejeli ta zakon o pomoči za gospodarstvo za omilitev posledic energetske krize, kjer vsi poznamo, kakšne so bile omejitve oziroma na kakšen način smo pomagali gospodarstvu. Potem pa je vlada v decembru, konec leta, se pravi 30.12. sprejela uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Ta regulacija cene bo trajala do 30.6. in zato, ker bo regulacija do 30.6. smo mogli izvzeti, da se ta podjetja ne bodo prijavljala na v bistvu ta naš zakon na Spirit. Sprejet pa je bil tudi predlog zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti. Pa gre po moje za zelo pomemben zakon, ki smo ga seveda skupaj ustvarjali, če temu tako lahko rečem, z Ministrstvom za infrastrukturo, predvsem za gospo Bratuškovo. Na nek način smo zagotovili vir financiranja za letalske povezave v Sloveniji za dobo 3 let. Naša finančna ocena, ki znaša 5,6 milijona evrov letno, temelji na tem, da smo predvidevali, da bi za 255 dni v letu zagotovili 10 letalskih povezav na dan, oziroma še to, med 120 do 130 potniki na avion in 17 evrov po potniku. Na ponedeljkovih pogajanjih se je vlada sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije dogovorila o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za 4 plačne razrede. Na podlagi teh dogovorov je vlada na seji sprejela izhodišča za pogajanja za sklenitev aneksov k kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost. Sprejeti sta bili tudi 2 uredbi, s katerima se bo dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina zagotovilo nadomestilo, ker morajo energente prodajati po najvišji določeni ceni. Gre za 2 uredbi, ena za povračilo nadomestilo za izpad in povzročeno škodo dobaviteljem električne energije in pa druga uredba, ki obravnava izpad oziroma nadomestilo za dobavitelje iz plinskega sistema oziroma dobavitelje zemeljskega plina. Po besedah ministra Kumra znaša vrednost ukrepa od 340 do 350 milijonov evrov na letni ravni. Vlada je na seji nekoliko spremenila tudi decembrsko uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Tokrat so cene električne energije zamejili navzgor. In sicer gre za eno malo dopolnitev, da zajamemo tudi tista podjetja, katera so imela manjšo porabo v tako imenovanem covidnem letu, leta 2021, ki je bilo referenčno leto, in bi iz tega naslova imela premalo upravičenost pri regulaciji cene. Po seji vlade je spregovoril tudi minister Luka Mesec. Med drugim je dejal, da je ministrstvo sprejelo sklep o minimalni plači, ki se zvišuje za 100 evrov in bo odslej znašala 878 evrov neto. Kot je še dejal, se hrana in vse ostale življenjske potrebščine dražijo, zato je treba poskrbeti za tiste, ki jih je inflacija najbolj prizadela. Se pa ob tem odpira vprašanje, kaj bo z ostalimi plačami. Zdaj, delni odgovor na to vprašanje je vlada že sprejela, in to je davčna reforma, ki je začela veljati 1.1.2023. S to davčno reformo se splošna dohodninska olajšava povečuje s 3.500 na 5.000 evrov letno, kar pomeni, da se najnižje plače povečujejo za okoli 40 evrov neto mesečno. Povprečna plača se bo iz tega naslova zvišala za 11 evrov. Dodal je še, da v letošnjem letu pripravljajo 2 ukrepa za povišanje ostalih plač.
Primanjkljaj kadra v domovih za ostarele je vse večja težava. Zaradi nizkih plač in težkih delovnih pogojev novih delavcev praktično ni mogoče dobiti, obstoječi pa odhajajo. V domu upokojencev Ptuj bi se lahko primanjkljaj kuharjev že kaj kmalu poznal tudi na kakovosti oskrbe. Podobna situacija je tudi v domu upokojencev v Mariboru. Kadrovska stiska je v domovih za ostarele že nekaj časa pereč problem. Negovalcev skoraj da ni mogoče dobiti, zdaj pa je nastala velika težava tudi s kuharji. V domu upokojencev Ptuj sta v samo enem dnevu odšle kar 2 kuharici. V zadnjem obdobju pol leta smo se soočili z odhodom 3 kuharjev, ki pa odhajajo v bistvu v delovna okolja, ki so bolj prijazna, kjer je delovnik od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro. Največja težava pri kadrovskem primanjkljaju naj bi bilo nestimulativno plačilo in slab sistem nagrajevanja. V domovih za ostarele namreč številni kuharji še vedno delajo za minimalno plačilo. Ne moremo pridobiti novih sodelavcev, niti stari obstoječih zadržati. Poleg slabe plače je razlog za odhode tudi pretežko delo in slabi delovni pogoji, ki mlade odvračajo od tega, da bi se odločili za tovrsten poklic. Ker je delo zelo težko in tudi preutrujeni so, tudi pregarani in mladega kadra ni. Kuharjem v ptujskem domu tako namesto mladega kadra prostovoljno pomaga celo ena izmed stanovalk. Da mi je to balzam za dušo in telo. To pravim, to ni delo, to je balzam za dušo in telo. A to seveda še zdaleč ni dovolj. Posledice odhodov se kljub temu že kažejo tudi v pripravi zadostnih količin hrane. Ker imajo prednost oskrbovanci doma, se lahko zgodi, da kosil zunanjim naročnikom kmalu ne bodo več dostavljali. Kolikor pa bo še več odhodov, bomo pa verjetno morali odpovedati tudi dobavo kosil v domača okolja. Nič drugače ni niti v domu Danice Vogrinec v Mariboru, kjer prav tako primanjkujejo kuharji, bolničarji in zdravstveni tehniki. Zaposleni pa so posledično že preobremenjeni. Prenašajo bistveno več obremenitev, kot je to logično. Tudi v tem primeru je največja težava slabo plačilo in neurejen sistem. Da se nekdo v javnem sistemu z vsemi napredovanji, kadar dela najbolje in je vsako 3-letno obdobje ocenjen z najboljšimi ocenami, torej presega vse pričakovane rezultate šele po 9 letih na nivoju plače, ki doseže minimalno slovensko plačo. Ker tako v domovih več ne morejo ustrezno delovati, so se že obrnili tudi na ministrstvo. Za izboljšanje stanja s kadrom so se med drugim predlagale sistemske ureditve ter možnost nagrajevanj. Potrebno bo tudi načrtno usmerjene izobraževanje mladih, stimulativno plačilo, boljši delovni pogoji in pa seveda še boljši kadrovski normativi. Kakšne rešitve se bodo uvedle, zaenkrat še ni znano. Je pa vsekakor jasno, da smo družba, ki se vse bolj stara, kar pomeni, da bodo v prihodnje še večje potrebe po socialnem varstvu. Določene spremembe bodo torej vsekakor potrebne. V sindikatu Ministrstva za obrambo in sindikatu vojakov Slovenije opozarjajo na plačna nesorazmerja, ki naj bi nastajale zaradi polovičnih dogovorov vlade s posameznimi poklicnimi skupinami. Predsednika vlade pozivajo k skupnemu sestanku. Sindikati zaradi plačnih nesorazmerij ter krivic do zaposlenih na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski zahtevajo skupni sestanek z Robertom Golobom, drugače bodo morali najaviti stavkovne aktivnosti, kot so sporočili. In kakšne so zahteve? Med drugim zahtevajo dvig osnovne plače operaterjev v centrih za obveščanje za 6 plačnih razredov in odpravo nesorazmerij v spodnjem delu plačne lestvice. Naša zahteva, ki je ministru še nismo posredovali, je dvig plač vojakom najmanj za 4 plačne razrede, tako kot pomočnicam vzgojiteljic, ker zagotovo je poklic vojaka dosti zahtevnejši od pomočnic vzgojiteljic. Danes pa, kot smo videli, ima vojak nižjo plačo od pomočnice vzgojiteljice. Kot skrajni rok za potrditev skupnega sestanka so določili 20. januar. Če do takrat ne prejmejo potrjujočega odgovora, se bodo temu primerno odzvali in pričeli stavko. Do zdaj odziva vlade dejansko ni bilo,
tudi konkretna pisanja na predsednika vlade so bila odstopljena na Ministrstvo za obrambo. V teh naših pisanjih smo se pritoževali ravno nad Ministrstvom za obrambo, z vlado pa ni nobenega dialoga. Mi že načrtujemo protestni izhod pred vlado, ker tudi socialnega dialoga, kvalitetnega na Ministrstvu za obrambo ni, bi temu lahko bolje rekli monolog, ker poslušajo dejansko popolnoma nič in tudi spreminjajo to, kar so si začrtali, ne glede na naše pripombe, glede na odzive vojakov, pa sem prepričan, da bo odliv vojakov še večji in da bojo še večji problemi z zagotavljanjem zadostnega števila vojakov. V zdravilišču Radenci je včeraj potekal že 26. izbor za vinsko kraljico Slovenije. Naziv si je za 1 leto priborila Kranjčanka Maja Pečarič. Vinska kraljica, plemenita glasnica slovenskih vin in vinske kulture je naziv, ki ga že vse od leta 1996 podeljujejo slovenski vinarji. Izbor je potekal v hotelu Redin, 26. vinska kraljica pa je postala Maja Pečarič iz Kranja, ki bo v prihodnjem letu predstavljala vse 3 slovenske vinorodne dežele, torej Posavje, Podravje in Primorsko, turizem in kulturno dediščino. Nosilec projekta je Pomurski sejem, ki pa je konec lanskega leta izvedbo zaupal društvu Kelih. Diplomirano inženirko živilstva in prehrane so včeraj okronali ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec in predsednica društva Kelih Tjaša Kos. Nova vinska kraljica kot ljubiteljica vinogradništva pomaga v vinski kleti Pečarič Meginc, pridobila pa je tudi naziv somelije 1. stopnje in postala članica Društva vinskih svetovalcev Somelije Slovenije. Za vino prihodnjega mandata je izbrala polsuhi rosé z zaščitenim geografskim poreklom vinorodnega okoliša Bila krajina, lastna trgatev in polnitev kleti Mečarič Meginc, letnik 2022. Kot je dejala nova vinska kraljica, se zaveda pomembnosti vloge, v kateri bo v naslednjem letu zastopala Slovenijo, med drugim pa bo tudi med mladimi promovirala kulturo pitja vina in jih osveščala glede problematike alkoholizma. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta čez vikend. Danes smo imeli pretežno oblačen dan in okrog 5 stopinj Celzija. V Murski Soboti in Radencih smo opoldne namerili 5, medtem ko je bilo v Krajinskem parku Goričko in Lendavi 6 stopinj. Zvečer in ponoči bodo v notranjosti Slovenije prehodno manjše padavine. Do jutra pa se bo že razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v alpskih dolinah do -5, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo precej koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -2 do -1, dnevne od 10 do 11 stopinj. V nedeljo se bo povsod pooblačilo, na Primorskem in Notranjskem bo pričelo deževati. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na ponedeljek se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo do ponedeljkovega jutra marsikje spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja. V ponedeljek čez dan bodo padavine prehodno ponehale. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -1 do 3, čez dan pa od 2 do 12 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.vtvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.